Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in ja, zdaj sem že doma in v glavnem oglašam se vam zaradi tega, ker sem vam obljubila, da vam pokažem tale zvarek iz Armana in iz Lakote. V glavnem to je že moj pripravljen zvarek, jaz imam zdaj že tukaj liter, pa še en ta mal kozarček za vlaganje, no v bistvu navaden kozarec od kumaric, tako da imam že dva. Zdaj z vami bomo pa še enega tagale napolnili, ker imamo v bistvu še nekaj Armana in še nekaj Lakote. Zdaj preden začnem to sestavljati, vam želim vseeno še par besed povedati, zakaj je tako pomembno, da to dvoje zmešamo skupaj. V glavnem, recept za porjavitev, za proti staranju, za se pravi tale zvarek, je praktično za vse zadeve, kar je pač problem s kožo. Našla sem to v enem starem receptu iz Srbije. In zdaj, če pogledamo, glejte, tukaj imam zdravilne rastline na slovenskem, stara knjiga. No in v glavnem, obstajata dve vrsti Lakote in sicer ena je rumena, druga je bela. Ne vem, če se bo v posnetku videli, kakšni so teli cvetki, ampak so v glavnem tako kot zvezdica, na 4 konce so. Ne vem, če se to vidi. No, mogoče pa. V glavnem rastlina pa izgleda takole. Dejansko, ko jo boste enkrat prepoznali, boste točno vedeli, kaj je Lakota. V glavnem, tudi recimo tukaj noter, če pogledam Lakota, tukaj je rumena. Rumena Lakota, sem prišla do zaključka, da verjetno raste bolj na Štajerskem, zato ker sem videla. Na Gorenjskem, recimo tam okolica Škofje Loke, tam ne raste rumena, ampak raste bela. Tudi tukaj na Primorskem, okolica Sežane, nisem najdla rumeno, ampak samo belo Lakoto. V glavnem, po teh zapisih je rumena močnejša, ampak tudi ta bela ima zdravilne lastnosti. V glavnem, tukaj piše, niso znani neželeni učinki, ampak uporaba celo v veterini, svež sok Lakote uporabljamo pri kožnih obolenjih živali. No, in če mu pomaga za živali, pomeni, da pomaga tudi za nas. Za vse, luskavico, srbečico, rdečico, opekline, za čisto vse, kar je narobe s kožo, jaz sama uporabljam tudi ta zvarek, se pravi to olje, 40 dni stoji to na soncu, potem precedimo, in potem shranim to v temne steklenice, v shrambo in potem to uporabljam. Še vedno imam malo lanskega olja, ampak da vam povem, zakaj ga jaz uporabljam. Ne samo za porjavitev, da pač se ne cmarim na soncu ob 2 popoldan, ampak če se namažeš s tem oljem, lepo porjaviš in če te slučajno opeče, lahko zmešaš olje, to je nekaj pol že pripravljeno, z aloe vero gelom in vam povem, naslednji dan si rjav. Tako da aloe vero gel dobite na moji spletni strani srečnoživljenje.si. Super je, jaz toliko dobre aloje še nisem srečala, ampak res še ne. Dejansko aloe vera gel ima noter ognjič, pa šentjanževko, pa alojo in jo uporabljam, najprej si čistim kožo z oljčkom, potem pa dam najprej aloe vero gel na svoj obraz in potem dam še gel za pod oči in vlažilno kremo proti staranju. To vse dobite na moji spletni strani, ne uporabljam druge kozmetike kot samo naravno nutrients, to na konec koncev to, kar prodajam. V glavnem, zdaj pa pojdimo nazaj na Lakoto. Lakota se pravi, vsebuje eterično olje, kar je super za našo kožo, flavonoide in tako, ravno tako vsebuje tudi Arman, vsebuje ravno tako flavonoide. Zdaj pa kaj so flavonoidi? Flavonoidi so neka frakcija C vitamina, ki deluje na žile proti vnetjem, zdravi od znotraj in zdravi od zunaj. Se pravi, je za mazati in za uporabo od znotraj. Kdor je živčen, ali pa da ima vnete živce, ali pa da mu prebijajo živci, se pije potem že pripravljeno olje iz Lakote in Armana, kar zjutraj natešče po eno žličko. Potem naprej.
deluje diuretično, se pravi, če se mažete po stegnih, se vam zmanjša celulit. Spodbuja delovanje jeter. Zdaj nam reka, seveda lahko tudi to spodbuja delovanje jeter, če se mažete po koži, sploh pa če kakšno žličko tega olja popijete, deluje to zelo dobro na vaša jetra, na žolč, na razstrupljanje. Se pravi, vpliv svežega soka pri kožnih lišajih, ekcemih ter kožnih nečistočah. V glavnem, ko je problem s kožo, takrat uporabljamo lakoto. Zdaj pa, če pa pogledamo Arman, Arman je pa dejansko notranja metla, tako, prav počisti od znotraj. Arman se tradicionalno uporablja za vse jetrne zadeve, vse, kar je problem, jeter, žolč, želodca, trebušne votline, bezgavke in tako naprej. Olje pa dejansko deluje proti vnetjem. No, to sem vam hotela povedati. Ne samo, da ga uporabljam za odstranjevanje čistil ali ličil, ampak to olje, ki ga potem pripravim, ga dajem v banjo in tudi po zimi. In tako kar, ne vem, pol deci in to nastane koža tako mehka, nobenih suhe kože na komolcih, na petah, na kolenih, enostavno koža se nahrani. Če imate težave s suho kožo na petah ali pa če imate mogoče luskavico, je krasno to olje zamasirati in da v bistvu ta koža se potem zmehča. Luskavica dobesedno odpade. Tako da v glavnem, ja, dajmo zdaj to pripraviti skupaj. Kozarec mora biti suh, potem pa damo noter nekaj cvetov. Jaz bom zdaj tukaj to nastrigla in vam bom pokazala potem, ko bo že nastrižen Arman. Vemo, da zelišča nabiramo vedno pri soncu, zato ker takrat se sprostijo eterična olja. No in glejte, kar s peclji date noter, ni da je to strupeno. Še to, Arman vsebuje ogromno količino silicija, tako da date kar tako, tudi nekaj peclov, cvetov, no potem imam pa tukaj lakoto, samo mečkam, da tole zdaj nastrižem. Glejte, tako pride kot neka, drugače ne moram reči kot štrena. Raste povsod in ko boste enkrat ugotovili, kaj je sploh tale lakota, jo boste opazili povsod, pač tako med travo raste, ampak je kot plevel. No, čakajte, nekaj vijoličnega sem ujela noter, strupeno ni. No, zdaj bom pa dala lakoto, takole, pa še malo Armana, pa fajn natlačam noter, ker na koncu koncev bom čez dala potem olivno olje. Zdaj za kožo uporabljajte čim boljše olje, tako da ne šparati pri oljčnem olju, zaradi tega, ker olje se itak potem vsrka v našo kožo in če že dajemo na solato dobro olje, je prav, da damo tudi na svojo kožo dobro olje. No, glejte, glih fino še za en kozarec, takole. Zdaj je to napolnjeno z zelišči. Zdaj pa dam čez olje. Jaz vam sicer tle, zadnjič sem kupila od nekoga, ki je prodajal pač tukaj okrog domače olje. Zdaj imam pač enega trgovinskega. Načeloma sem bolj navdušena, seveda nad domačimi olji. Vemo, da pri nas v Sloveniji so odlični oljarji, tako da zdaj za hrano moram kupiti domače olje. Takole, glejte, zdaj si boste tole, takole, da vam pokažem, se toči in prekrijemo olje čez celo. Takole, vidite, teče. Zelišča morajo biti cela pokrita z oljem in kot sem rekla, date za 40 dni na sonce, vsake toliko časa lahko sicer malo obrnete in potem precedite po 40 dneh, takole, pa pokrovček in je pripravljeno, se pravi, temu se reče macerat. Takole, imam zdaj že ta tretji kozarček, pa en kozarček sem že pripravila šentjanžovke. Računajte, da se šentjanžovka bo zdajle cvetela, že cveti, kakor sem opazila, jaz sem jo že nabrala. In ravno tako olivno olje čez, se reče oljčno olje čez, in potem date na sonce za 3 tedne. To je to.
Zdaj, za vse tiste, ki rabite še pisna navodila, ko ima življenje žur na strani 155, imate točno to opisano, kako se eno olje pripravi, pa drugo olje pripravi, pa zakaj uporabljamo vse skupaj, tako da v glavnem, ko ima življenje žur na strani 155. V glavnem, zakaj sem pisala o zeliščih tukaj noter, ker v tej knjigi govorim o psihičnem počutju. In vemo, da če smo celi zastrupljeni in če si ves čas mažemo strupe na kožo, slej ko prej se pozna to na možganih. In če vi želite, da vam možgani dobro delujejo, ja, morate tudi na kožo dati kaj pametnega, pa kaj dobrega, pa še najboljš domačega. No tako, vse to zato delamo, zakaj? Ker se imamo radi in ker nam je mar za svoje zdravje. To je osnova. In, veste, ženske smo cepljene na to, da najprej za druge, da so drugi srečni. Mogoče bi bil pa čas, da začnete skrbeti za sebe, za svoje telo, z ljubeznijo in potem, ko boste zase začeli skrbeti z ljubeznijo, verjemite mi, da se bo svet odzval na to vašo vibracijo in vam bo začel vračati vso ljubezen, ki jo dajete. Tako da ja, uživajte in pripravite si svoj macerat, da boste lepe, zato ker to si zaslužite. Je to tako. Uživajte, vse dobro vam želim in imejte se rade.